Drage gledalke, spoštovani gledalci. So vam že kdaj očitali, da niste ravno dober poslušalec? Vsi vemo, da okvara sluha nima čisto nič pri tem. Danes se bomo z gospodom Matjažem Koširjem pogovarjali o tem, kaj pomeni biti dober poslušalec. Za začetek pa prosim za kakšen primer slabega poslušanja. Ti reče partner, poslušaj, bi danes naredil nekaj, ne? Mi pa odgovorimo, joj, kako lepo vreme je. Se pravi, da ga nismo poslušali, ne? Ali pa velikokrat se zgodi, ko nam na delovnem mestu naš vodja da navodila in mi kimamo, na koncu pa nas vpraša, kakšno navodilo sem ti dal, in mi ga gledamo in rečem, ne vem. Spravi, da smo navidezno poslušali, slišali pa nismo tega, kar nam je želel povedati. Potem je seveda poslušanje, ko nekoga poslušamo, vendar je polovično poslušanje. Nekaj slišimo, nekaj ne slišimo in ravno takrat, kadar na tak način poslušamo, se zgodi to, da ujamemo samo polovico tistega, kar nam je nekdo želel povedati, ne? Zakaj je sploh pomembno biti dober poslušalec? Da postanemo dober poslušalec, je pomembno zato, da seveda lažje razumemo svet okoli nas in pa da lažje razumemo tistega, ki nam stvari sporoča, ker nam velikokrat želijo marsikdo kaj pomembnega povedati ali sporočiti, in seveda moramo razumeti, kaj nam ta človek želi sporočiti. Kako se počuti tisti, ki želi nekaj povedati, mi pa ga ne poslušamo? So lahko različni čustveni odzivi, lahko je nezadovoljen, ker ga nekdo nekaj ni razumel, ne, in potem se sprašuje, ali znam jaz povedati, ali sem prav povedal, na kakšen način sem povedal, ne, in lahko razne reakcije pri njemu izzovemo, žalost, jezo, da me nekdo ni poslušal, mogoče začne razmišljati, se jaz pa ne znam sploh pripovedovati, ne, in tudi to ni seveda najbolje, ker poleg tega mu pa, če ga ne poslušamo dobro, mu sporočamo, da za nas ni zanimiv, da se ne zanimamo za njega. In če želimo dobro komunicirati, moramo tudi pokazati iskreno zanimanje, moramo biti odprti do tistega, ki nam pripoveduje. Le na tak način bomo lahko vzpostavili dobro komunikacijo in bomo dobri poslušalci. Katere elemente moramo še upoštevati, če želimo biti dobri poslušalci? Elementi dobrega poslušanja pa so sledeči. Najprej seveda, da razumemo, kaj nam sporoča, to se pravi, da sledimo temu, kar nam nekdo pripoveduje. Potem, zato da smo dobri poslušalci, je pomembno tudi to, da če česa ne razumemo, da vprašamo, da nam ni nerodno, da se ne sramujemo tega, če nečesa nismo razumeli. Potem, da in pa vmes, ko se pogovarjamo, da postavljamo vprašanja za to, da seveda si še bolj razjasnimo to, kar nam nekdo želi povedati. Kakšna pa je najvišja oblika dobrega poslušanja? To je pa empatično poslušanje, se pravi, da se zanimamo za tistega, ki nam nekaj pripoveduje, da poslušamo, da poskušamo razumeti, da postavljamo vprašanja in pa seveda, da tudi razumemo, zakaj nam to pripoveduje, da razumemo, kaj je tisti vzrok, zaradi katerega nam on to želi sporočiti. Mogoče je kakšno pomembno sporočilo ali se njemu zdi to pomembno, da nam sporoči.
Z malo truda in vaj lahko vsi postanemo odlični poslušalci. Pri doseganju čim boljših komunikacijskih sposobnosti pa vam želim veliko zabave. Se vidimo prihodnjič.